Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Dragi poslušalci in poslušalke, v prvi marčevski oddaji Na stežaj danes gostimo Noaha Čarnija, pisatelja, kolumnista, doktorja umetnostne zgodovine, ljubitelja dobre hrane in mističnosti, sicer Američana po rodu, ki je, kot pravi zase, največji oboževalec Slovenije. A sem še kaj pozabila, Noah? O marsikaj, zdaj sem postal kot slovenoljub. Ne vem, če to je beseda, ampak to bo naslov naslednjo knjigo. Torej, recimo, da sem slovenoljub ali pa slovenoljubimec. Oboje, odvisno Odvisno od dneva. Pa pojdiva najprej na vaš, sedaj že domač Kamnik. Ste povezani z njim, imate tudi majico Kamnik Rock, se pravi... To pa res imam, ja. Kamnik je najboljši, lahko temu tudi nekako prevedeva. Škofja Loka je tudi v redu. Je tudi. Kako se počutite? Škofja Loka je tako imenitno tisti grad plus cerkev, in ko prideš in sončne žarke grejo skozi meglo in je res dramatičen. Torej, imate super. In jaz sem študiral s ženo, če ne bi živel v Kamniku, so misli Škofja Loka ali pa Radolica so bili, recimo, druge opcije, da za nas so atmosferični, imaš dostop do Ljubljane, dostop do narave. Kakšen pa se vam zdi Kamnik skozi vaše oči? Veliko smo lahko izvedeli že o njem, tudi to, da naj bi imel v nekem trenutku največ mikropivovarn na število prebivalcev. A to še drži? To pa je cela zgodba, da bom povedal. Okay. To sem raziskoval pred pandemijo, ko so bili 7 mikropivovarni v Kamnik in okolico. In sem mislil, da mogoče je rekord, ker Kamnik ni tako veliko mesto. Malo sem raziskoval, nisem najdel drugo mesto, da ima toliko. Torej, jaz sem pisal članek z vprašanjem na konc naslova, ali je to mikropivni predstolnica sveta. In potem, če googlaš tele, edin najdeš citate od moj članek. Torej, to je, če nekaj rečeš dosti glasno, potem je dejstvo. Ampak ne vem, zdaj so 4 in po mojem, da je bilo, ampak ni bilo potrjen. Tic Kamnik je malo vprašal za Guinnessova knjiga rekorde, ampak rabijo več let, da pridejo, če ne plačaš, in ni bilo sistemu, da bi lahko, torej, recimo neformalno, da smo blisaj. Samo oklicani. Tako je, ja. Ja, ko ste ravno omenili, da če nekaj poveš dovolj na glas, da to postane resnica, tudi s ponavljanjem, ne, je približno tako, večkrat kot ponoviš, večkrat se... Ja, političari to dobro vejo, tudi za oglase, naprimer na radio, taktika je, če 3-krat rečeš nekaj, potem ljudje zapomnijo. Če sam 2-krat, pa bistveno manj. Torej, to pa vidimo v življenju, tudi tu pa tam svetujem za marketing, promocijo in tako naprej. In to so osnovne pravili. Res, toliko informacije dobimo danes, čist preveč. In zapomnimo stvari, da smo slišali večkrat, skoraj prevečkrat, da podzavesten absorbiramo informacije, ali pa da nas res zanima, ali pa je, da je nadrealističen. In to rad iščem nadrealistične zanimivosti in v Sloveniji najdemo polno. Pa tudi v Kamniku, a bi katero izpostavili? Torej, z kamniška vodo, da je tako dobro, zato so prišli mikropivovarni, ker ponavadi treba neutralizirati okus vode kemično, preden da začneš graditi okus pive. In v Kamniku ni bilo treba. Torej, to je en stvar, da je zanimivo. Tudi Kamnik ima 3,5 gradovi. Jaz rečem 3,5, ker polovico je 19. stoletja in fancy hišo, da se imenuje grad, ampak ni grad tradicionalno. Ampak za Američani to je nekaj posebnega. Mi nimamo nobeni gradovi, razen od Disney, da je fake. Torej, to pa je res kar cool. Vsako mesto je bolj zanimivo, kot misliš na prvi pogled in kot lokalci mislijo. Recimo, verjetno, da Kamničani ne vejo, koliko je zanimivo Kamnik, ampak včasih rabiš en tujec, ki je navdušen in vpraša vprašanje, da so stvari, da so toliko samodejno, da ne bi prišel misliti, da bi vprašali lokalci, in potem nenadoma je ful bolj zanimivo. In to rad delam povsod v Sloveniji, in zato sem navdušen, da moje nastopi ali pa knjige ali pa članki so isto popularno pri Slovenci, ker odpirajo nov pogled na domovino,
kot pri tujci. Ste nekakšen v bistvu buditelj slovenske zavesti. To pa mi je všeč ideja, če bereš mojo knjigo Slovenije, da je kot antidepresiv. Čist naravno. In da res se počutiš boljše od sebe in tvoje država, ker resno se strinjam tisti podnaslov moje slovenologije. Resno še zmeraj mislim, da to je najboljša država na svetu izmed tistih 8, da sem poskusil. Je res skozi 10 let naprej je še isto dobro skozi moje oči. Ampak je to zanimivo. Ne poznam noben ekspatriot, tujec, ki živi v Sloveniji, ki ne misli, da to je najboljša država sploh. Ne vem, če sem srečal Slovenec isto mnenje. To je vprašanje, zakaj pa nismo in sync. Sedaj pa si privoščiva glasbeni premor, a zavrtiva kar Vlada Kreslina. No, obvezno. Moj najljubši pesnik je tudi kolega, prijatelj, torej ajde. Radijska klepetalnica Na stežaj. Dragi poslušalci in poslušalke, oddaji Na stežaj smo danes, 1. marčevski ponedeljek je in Noa Čarni je naš gost. Noa, ste v prvi vrsti pisatelj ali umetnostni zgodovinar? S čim se bolj povežete? Prvo vrsto sem pisatelj, ker pišem v marsikaj. Sem bolj znan v tujini za umetnostno zgodovino in zgodovino kraj umetnine in ponaredki. Ampak sem skoraj dolgo časa od svoje zgodbe, ker sem za toliko let učil in pisal iste tematike. In zadnje, 6-7 let sem bil bolj navdušen, da sem skoraj profesionalno slovenoljub, da pišem v Sloveniji in je osvežilno za moje delo, ker se ukvarjam se stvari, da jaz bi delal tudi za ston in za zabavo, ampak če lahko delam s šihtom zraven, to pa še boljše. In vse je novo in svežo zame. Torej, ker pišemo marsikaj zdajle, sploh v zadnje 7-8 let, sem pisatelj najprej, potem umetnostni zgodovinar. Omenili ste torej vaš nov projekt v nastajanju Slovenoljub ali Slovenoljubimec, kakorkoli že bo. Kako se bo razlikoval od slovenologije in od skrivne zgodovine Slovenije? Torej, super vprašanje. Jaz sem imel neskriti plan, da bi pokril vsak del Slovenije počasi s neki podoben slovenologije. Slovenologija je splošno. A je potem takem knjiga Bledologija, ki je išla konec decembra, nekakšen začetek odkrivanja posameznih krajev Slovenije? To pa je za enkrat v angleščini, v konc marcu bo tudi v slovenščini in to je bilo v sodelovanju s Tic Bledom. In ko sodelujem, naredim multimedijski paket, bom rekel, ker sem televizijski voditelj in voditelj podcasti in pišem članke, dogodki v živo plus knjigo. In skupaj pomaga s promocijo, ker ljudje absorbirajo informacije na marsikateri način. Lahko izberejo, če je audio, video, tekst ali pa skupaj. Torej, to je bilo en projekt. Slovenoljub bo bolj podoben slovenologiji, ker je bolj splošno, tudi bo šla s Beletrino, iste založbe kot slovenologije, ampak zdaj je bolj aventure v kulturni deli na slovenskem. Torej, ni toliko splošno, mogoče manj za turisti in globje grem v deli kulture. Torej, to pa je glavna razlika. Slovenologijo ste ravno posvetili svoji tašči, ne? To pa res, ja. A so še vedno rebrce, ki jih pripravi tašča najljubše? Absolutno. Ja, in tašče je super vse, sem res imel srečo glede tašče. Skrivna zgodovina Slovenije pa je bolj satirična. Ja. Ne, še celo komik Boštjan Gorenc Pižama je o njej zapisal, da nikdar ne bomo najmočnejši in največji, lahko pa smo najbolj nasmejani. Ja, to še. Ta projekt je prišla, ker sem prijatelj s Miho Macini in Miha je mogoče, po moje, da je najbolj znan slovenski avtor v tujini poleg Žižka. In jaz sem ves navdušen njegove knjige in članke in on piše na bolj ameriški način kot večino slovenskih avtorjev in zato mogoče me bolj všeč. Sva bila prijatelja za mnogi let in sva hoteli nekaj skupaj narediti. In to je začelo, da smo probali, kako gre, če samo izdajemo eno knjigo. Ker slovenski trg je to, nočem uporabljati besedo majhno, ker slišimo čisto prevečkrat, ampak je kompakten. Smo kompaktni državi in
Po pravic založbe, če že imaš publika, založbe ne prinesijo preveč, da ne moreš sam narediti. Torej, to je bila ideja, in da naredimo satirično zgodovino Slovenije in je ilustriran in je bilo zabavno napisati, ampak sva pisala v angleščini, on je prevedel in sem slišal, da je smešno, ampak nisem toliko razumel svoje besede v slovenščini, ker nisem toliko subtilen v slovenščini, sem bolj kladivo. Čeprav ste knjigo posvetili Bledu, pa je Bog in tisti, ki se vam je vtisnil v srce, kaj ne? Torej, jaz sem prej bil bolj navdušen na Bohinj, ker je bolj romantičen, s velik R, malo bolj divje. Imamo prijatelji tam, smo vsako leto smučali na Vogel. In Bled je bilo skoraj na začetku, par let nazaj, skoraj preveč prisrčkan in ni dosti divje. Ampak potem sem začel globje raziskovati in sodelovati s Tic Bleda. In sem za 2 leta raziskoval proaktivno in sem srečal čim več Bledci in sem iskal lokacije v Bledeno okolica, da večino Slovenci ne poznajo. Prevečkrat Slovenci mislijo na Bled za tist trikotnik, Kremšnite, Otok in grad. In to so dobre, ampak Bled ima močne pozicije, ker imajo že dosti turistov po številko. Ne rabijo več. Torej, moj job je bil, da pokazam, kaj lahko narediš poleg tiste 3 glavne stvari. In smo delali takole, imamo The Bled Podcast, uradni podcast v angleščini, da povem preko intervjuja in moje dogodki, kaj je za narediti, pa Bledologija oziroma Bledology, tisto knjigo. Pa bomo začeli snemati video, v kateri nastopim in grem na izlet in pokažem preko video osebino, kaj je za narediti, pa članke. In zdaj sem not padel na Bled, ampak sploh okolica, recimo zasip pri Bledu, to pa super. Tam sem najdel svoje kvazi babica, ena gospa Bojana Pipan, ki je super oseba. In to jaz rada raziskujem skozi lokalne junaki, ker je zmeraj bolj zanimivo za poslušalci ali pa bralci, če imamo protagonist, skozi kateri poznamo zgodbe. Ker mi ljudje nismo dobri na teorijah, to pa težko, ampak anekdote in človeški junaki, to pa je v redu. A je to ravno tisto, kar Slovencem manjka? Pred 10 leti ste dejali, da se Slovenija ne zna na pravi način prodati. In kot leta 2023 promotor Slovenije, označen tudi z strani gospodarskega ministra, lahko to nekako razsodite, poveste, a nam je že kaj bolje uspelo na tem področju prodaje? Ja, mislim, da zmeraj gre na bolje. Res, lansko leto sem bil ambasador turizma in to mi bo mogoče največja čast v življenju, sem bil toliko navdušen. Prevečkrat slišim ta fraza, smo majhni, ampak. In to pa na začetku je obrambni mehanizem. Noben ne briga, če smo majhni in noben noče sodelovati s eno majhnosti, sploh pri svet posla. Mogoče je lušten pri turizem, ker imaš občutek, da lahko pokriješ v en obisk. Ne pričakujete preveč, ker smo majhni. To pa ni dobro. Rabimo več tist alfa osebnosti, smo super in sploh ne veš in če prideš, boš videl. Na ta način. Torej, ampak STO zelo dobro dela. Vidimo po številkah, koliko je uspešno. Bled in Ljubljana tudi imajo po številka dost gostov. Ostale lokacije bi želeli več, ampak hočeš posebne goste, ki pustijo dober ekonomski sled, da ne sam pridejo množično, pa kupijo eno razglednico in grejo. In zato moraš malo kontrolirati, koga povabiš in kako, da je taktično narejeno. Tu pritisniva piko in pojdiva na kratek glasbeni predah. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. No, a čarni, pozdravljeni torej še enkrat na valovih Radia Sora v naši oddaji Na stežaj. Če rečeva takole malce po mejnikih, 25 let bo, odkar ste prvič stopili v Slovenijo, je res, ne? To pa je točno, bravo, ja. Ja, od 2013 full time v Sloveniji, ampak prvič v 2000, bravo. Kot sicer študent na popotovanju po Evropi na železnici z vlakom, Tako. A je premalo tega potovanja študentov naokrog, a smo preveč nekako zasidrani v rodnih državah?
Recimo za ameriški študenti je zelo popularno še zmeraj, sem slišal, ampak verjetno, da to je edinkrat ali pa eno izmed redkih možnosti, da tisti ameriški študenti bojo sploh šli v Evropi. In imajo tisti all you can eat variant, da kupiš za recimo 2-3 tedna karte in je zelo površinsko, ampak je sigurno boljše kot nič in dobiš tisti občutek za mesti skozi vlak okoli Evrope. In če je bil problem, moj problem je bilo, da mi je bilo všeč čisto vsaka lokacija. In je bilo malo loterije, kje bom najdu ženo, ker sem ziher, ne sme biti Američanka in Evropejka, ampak verjeten, da bi bil isto navdušen na Portugalskem, na Norveškem, če bi tam sedel, ker jaz sem narejen, da sam vidim lepote tu povsod, ampak ko smo odločili, da bova imela otroci za ženo, sva izbrala zelo raziskovana in proaktivna Slovenija, da je najboljša država za mlade družine in najlažje vse, ker sva živela v Nizozemskem, Španiji, Italiji, Angliji, ZDA. Vse so prednosti povsod, ampak jaz sem šalo enkrat Špar mi je setiral, da Slovenija je kot Špar, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, ampak res to mislim, da zelo dobro živiš za relativno nizko in normalne cena in to pa težko najde ta kombinacija. Da samo povzamem, 20 mest, 8 evropskih držav po več kot mesec ste preživeli, tako da imate neko bazo, podlago, na kateri lahko to trdite. Presenetil me je tudi podatek, da več Američanov sploh nima potnega lista, da bi prišlo v Evropo. Se počutite nekako privilegirane, da ste lahko sedaj tu v Sloveniji? Sem super privilegiran, to pa res vem. Tudi ne samo, da sem najdel Slovenijo, ampak splošno, ker sem imel toliko super starši in vse možnosti so bili odprti zame. Torej super sem imel srečo. Če nadaljujeva s področjem umetnostne zgodovine NOA, doktorirali ste iz Jožeta Plečnika, po novem pa sodelujete tudi pri prav posebnem projektu umetne inteligence Art Recognition, kar nekako spada na vaše področje specializacije, torej sledite kraji umetnin. Pa res prvo knjigo je bilo Tat umetnin, to je edin roman, da sem izdal. In od takrat naprej sem specializiral v kraju umetnin in ponaredki in pišem glavno o tem za anglofonski svet. In potem sem bil kot specialist in sem sodeloval na mnogi projekti. Eno med najnovejši je tisti Art Recognition, to je švicarska firma, da se ukvarja s umetno inteligenco in uporablja data in umetno inteligenca, da skupaj narediš dataset, ne vem, kako se reče, ampak se razumemo. Baza podatkov, baza podatkov, da je zaprto, ker noče, če te je čisto odprto, potem imaš vprašljiva informacija. In na futra, tak bazi informacije, so vse informacije, da so pravilne od en umetnik, naprimer Rembrandt. In potem ta umetna inteligenca zdaj ve, kako izgleda en Rembrandt in tudi daš negativne informacije, recimo to je ponaredek od Rembrandta, to je kopija, to pa ni original, da informiraš ta baza podatkov. Potem pokažeš digitalna slika in to umetna inteligenca odloči, koliko odstotkov ta slika je Rembrandt naredil. In to mi je zelo zanimivo, ker mi imamo malo strah in spoštovanje do umetnosti inteligenca. Strah je, da bo zmeraj težje vedeti, kdo je sam nekaj naredil, ali pa če je slika originala ali pa ponarejen. Ampak to je tudi močno orodje, če znamo uporabljati in je zelo dobro orodje za identificirati avtentičnost. Ko so že ravno govorila o samem pomenu pristnostnih umetnin, tudi glede samih dejstev in pristnosti je v zadnjem obdobju precej govora. Tudi vi ste dejali, da vam je šlo kar malo na živce, če rečem po domače, da Da Vinčijeva šifra ni sledila po vsem tistim umetnostnim zgodovinskim dejstvom. Ja, to sem bral kot milijone druge ljudje, ko sem še bil podiplomski študent in sem dosti vedel o umetnostno zgodovino in kako funkcionira svet umetnostjo za oder, recimo, da sem videl napake.
In problem je, da vsako mojo knjige spregleda ni samo lektor, ampak fact checker, en ki dejstvo pregleda in vpraša avtor, a to je res, ali pa nisem najdel to, a spremenimo to. In ali niso naredili za ta knjigo, ali pa je bilo vseeno, če so, ker je polno napako, da niso pomagali zgodbe, so bili random napake. In torej je šel na živce tudi tist, kako je pokazal teorije zarote, kot so dejstvo. Mi je mal šel na živce, ker milijon bralci bojo brali to in misli, da je res. Ampak mi je bilo všeč, kako je prodal. Sem mislil, če lahko malo tega dobim, to bi bilo super. Torej, zato sem pisal tisti Tatu Menin, moj prvi knjiga, da je roman. To plus afere Thomasa Crowna, tista druga verzija, da se ukvarja s krajem Menin, sta prišla hkrati s Da Vinčijeva šifra in to je 2 točki inspiracije za mojo prvo knjigo. Tudi Dan Brown potem eno knjigo je pisal Inferno in sem videl, da moja organizacija Arka je imenovan noter in sem videl, kako on raziskuje. To je bilo kompliment, da smo bili noter, ampak on je citat naredil iz naše spletne strani za informacijo o kraju Menin, direkt. On je googlal, nas je najdel, pa je dal v knjigi in je cool, da je knjigo, ampak sem videl, koliko globoko človek raziskuje. Nič hudega, on zasmeje do banke in nazaj. Naslednja je vaša najljubša, ste rekli, taka angleška. Roots Radicals od Rancida, ker sem punkar, tudi če nisem zgleda. No, najinega pogovora nisva copy-pastala, če se pošaliva, bova pa šla na koncu najinega 3. dela čez lužo, kot radi rečemo, tudi z glasbo. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Še vedno ste na valovih Radia Sora, dragi poslušalci in poslušalke. Noah Čarni, naš gost v radijski klepetalnici Na stežaj. Noah, če pogledava v Ameriko, vašo rodno državo, kako vi gledate na trenutno situacijo in na trenutno preverjanje dejstev, če nadaljujeva, kjer sva končala trenutni mandat Donalda Trumpa, oziroma rekli ste, da pred kakšnim letom ZDA oziroma Amerika ni več tisto območje, kjer bi vi radi živeli oziroma se vrnili. Ja, točno to. Mi je sram za čisto vse, ker se dogaja tam. Res nočem se predstavljati kot Američan, ker to pa ne identificiram se dogodki v zadnjih 10 let tam. In po pravici, recimo, ljudje, ki poznam v Ameriki, družine in prijatelji, vsi rečejo, da je neprijeten vibe, občutek nevarnosti in nismo bili nikoli tako blizu civilna vojna, od civilne vojne naprej. Torej, ne vračam čim manjkrat, sam, ko imam neki poslednji stvar za narediti, ampak res čim manj. In individualni Američani so fletni, ampak koncept Američanov me gre na živce. Torej, jaz nisem navdušen, ampak ko jaz sem tam živel, je bilo boljše obdobje. Ameriki je bilo boljše v oči sveta, mislim. To je bilo recimo Clinton in Obama obdobje. Ko sem bil tam, nisem imel noben občutek, da je nevarna država. Ko živim v tujini, imam občutek, da je zelo nevaren in zelo neprijeten atmosferično. Smo videli, lansko let so bili vsaj en streljanje na šolo za vsak dan leta. In je tokrat prišlo, da smo pogledali na poročilih, spet, kot inač. In to je čisto absurdno. Ampak če je današnja situacija kot iz eno grozljivko od Stephen Kinga. In težko se predstavljati, da je resno. To jaz se veseljem se skrivam na sončni strani Alpah. Sicer prihajate iz New Havena, to je vaš rodni kraj in tudi rodni kraj hamburgerja. Bravo, dobro raziskovane je. Tako, tudi ta območja so bolj evropejska, ste sami tudi dejali, naklonjena, ne? Ja, to bomo rekli, nekateri mesti, sploh v New England del Amerike, je bolj evropejsko, so najstarejši mesti v ZDA, a to pomeni iz 18. stoletja, ampak to kvalificira kot staro za ZDA in so bolj, recimo, liberalni ljudje so bolj odprto na svet in ena socioekonomska skupina, iz katere prihajajo moji starši, so toliko navdušeni nad Evropo, mislijo, da je vse tukaj je boljše. To ne pomeni, da bodo se selili sem, logistično to ni zmeraj možno, ampak imajo občutek, idealizirajo Evrope
in se ukvarjal s evropejskimi stvari v ZDA. Kaj to pomeni? Te asociacije je dobre restauracije, mednarodne, muzeji, gledališče, opera, simfonija, tržnice, svežo hrano, tisti ideje, da hočeš živeti blizu družine, to pa zelo neameriško in to pa bolj evropejsko. Torej je bilo mogoče normalno, da jaz sem bil navdušen nad Evropo in sem zmeraj se počutil bolj doma tukaj. Tudi vaša mama je recimo poučevala v Parizu, s 16 leti ste se tudi vi učili francosko. Tako, sedaj starša živite v Italiji? Ja, so glavno v Italiji, ker tudi nočejo biti v Ameriki za preveč časa. Ja. Jih imate tudi vi bližje, ne, na dosegu roke, kot če bi bili točno. tam. Ja, ste pa dejali tudi, da želite čim manj spremljati novice, ne? Ja, jaz živim kot noj. In ne vem, če vsak človek na svetu bi tako živel, ne bi prišli daleč, ampak jaz sam berem novico od športa. Tudi ne v umetnost, ker to je delovno zame. Torej, od Manchester City nogomet, Boston Red Sox baseball in zdaj Lakers za Dončića, vse vem. Ostali stvari slišim tu pa tam, če je kakšna vojna v tujini ali pa nekaj takega, ampak mal mi znervira, brez občutka, da lahko nekaj naredim, se ta občutek in potem raj ne gledam, ker imam toliko polno življenje in bi sam slišal stvari, da bi mi šel na živce. Recimo, ko sem odrasel, vsak zjutraj moj oče je bral New York Times časopis in je vrgel grde besede skozi vse, da republikanci so delali. Če meni vprašaš, nič ne pomaga, če sam jamraš v prazno in mi je šel tot na živce, da jaz proaktivno izogibam poročile. Tako ste taka pozitivna oseba, ne, sami zase. Tudi sem tako narejen, jaz ne šmirglam nič, da me ne bi všeč, izogibam stvari, da ne bi bilo všeč, ker življenje je kratko, imamo toliko ure na dan, toliko fokusa, raj fokusiram sam na dobre stvari. Nadaljujeva o pankovskih vodah, ne, zablujeno generacijo. To... Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Noa Čarni se prebuja danes z nami na tale ponedeljek, prvi marčevski ponedeljek. Dragi Noa, povejte mi prosim, ali še hodite po Kamniku v pižami ali raje v noši? Ja, je bilo eno obdobje, da sem res živim še zmeraj v center, ampak sem bil toliko v center, da sem šel v pižami in tu pa tam pa res. Ampak če se počutim v Kamniku, da je kot ena dnevna soba. Ampak to mi je zelo prisrčno. To pa tudi moraš vedeti, da sem živel izven družinske hiše od 16 let naprej. Sem živel na internat za gimnazijo, potem v univerzo in tako naprej. Torej, jaz sem bil navajen, da starši niso zraven, da rečejo, zakaj pa nosiš pižame, če je srednjeva, in da kampus je kot, vse se dogaja tam, ampak je kot ena dnevna soba. In to je bilo modno v ZDA, da zgledaš, da nisi nič se potrudil za tvoj dan. Spomnil sem imel kolegi, ki so proaktivno fokusirali na šminkovanje, da so zgledali, da so komaj zbudili. Če sva že ravno v študijskem kampusu, pa nadaljujeva torej z vašim študijem. Kot sva že omenila, ste doktorirali na temo Jožeta Plečnika. Kje ste ravno njega odkrili? Morda z obiskom Kamnika, kjer je pustil največ svojih del na Gorenjskem, predvsem v svojem poznem času ustvarjanja. Dobra zgodba bi bilo, če je bilo Kamnik zraven na začetku, ampak ni bilo takrat. Torej, večino tujci, ki pridejo v Ljubljani in imajo občutek za estetske stvari in arhitektura, mislijo, da Ljubljana je izredno zanimivo mesto, arhitekturno, ampak ko vejo, da to je zaradi en arhitekt, to je res presenetljivo. Naprimer, mislimo od Barcelone, da je Gaudijevo mesto, Antoni Gaudi, ampak on sam ima par objekte tam in en park. Ljubljana je res Plečnikovo mesto. In jaz sem bil navdušen nad Plečnika in ko sem selil v Ljubljani, sem hotel pisati en roman, da se dogaja tukaj, da sem pisal, potem nismo izdali. Takrat sem imel sestanek s Petr Krečič, ki je bil takrat direktor arhitekturni muzej v grad Fužine.
In on je bil tako prijazen, da mi je sprejel. Takrat sem bil podiplomski študent v Univerzi v Cambridgeu na zgodovino krajev Metnin. In sem bil v Ljubljani ta obdobje, ker sem hotel pisati ta roman. In on je rekel, da ima krasne ideje za doktorski študij, ampak on je mislil, mogoče poznam koga v Cambridgeu, ker je že vedel, da študiram nekaj drugega, ki bi vzel. In je imel v mapi fotokopiran vse arhivni dokumenti, da on je mislil, da bi človek rabil. In sem videl tako, da je šparil več mesecev raziskovanja, ampak nisem znal slovensko takrat. In takrat sem spoznal bodočo ženo, jesen 2006, in sem tudi, moj agent je prodal prvo knjigo. In vse stvari so prišli hkrati v eno sezono in sem skočil iz Cambridge do Univerze v Ljubljani, sem vzel Plečnik kot doktorski študij, sem selil s ženo in sem postal pisatelj, ki bo tudi končal svoj doktorat. In še zmeraj sem navdušen na Plečnikovo delo. Bi ravno Plečnikova dela pokazali nekomu, ki bi ga pripeljali v Slovenijo ali Kamnik? Katere točke oziroma kraje bi mu recimo v vašem Kamniku? Sem vesel, da si to vprašala, ker eno izmed 3 podcasti, da vodim za slovenski turizem, je The Ljubljana Podcast. In nova epizoda je moj vodeni pregled v Ljubljani skozi Plečnikove objekte. Torej 1 ura dolg in ideja, da sam poslušaš, jaz sem v tvoj uho in greš na sprehod, ti kontroliraš, kdaj pauzaš in imate recimo privatni guided tour. V Ljubljani je super, Kamnik je tudi super. V Kamniku, naprimer, moj najljubši Plečnikovo delo je eno kapelico, Sveti grob v franciškanski samostan v center Kamnika. In je ena miniaturna kapelica, ampak je zelo zanimivo, lahko da smo tam za pol ure komod. In tam smo snemali eno oddajo, sem vodil za RTV o Plečnikovo delo in tam smo snemali in je bilo res super. Torej, če je ena lokacija, v kateri dobiš tist štimung, tist vibe od Plečnika, tam bi priporočil. Navdušeni ste nad knjigami, nad pisanjem. Rekli ste nad Miho Macinijem, ki ima morda malo bolj ameriški pristop, ampak slovenske serije so pa tiste, ki pa vas ne navdušijo. Jaz ponavadi hočem samo reči lepe stvari, ampak tu pa tam mi vprašajo, če lahko nekje, ne vem, pišem tiste jezero. To je bilo malo smešno, ker to je kategoriziran kot thriller, ampak ni bilo nič thrilling, sploh je bilo tako počasen in lep in kadijo in gledajo skozi okno, ampak sem odločil, da to mora biti za nalaž, ker mi imamo verjetno dobre režiserji, ki znajo in verjetno da odločijo, da bo čim bolj počasno in nenapeto. Ampak še zmeraj gledam, ker hočem angažirati, ampak večino časa sem razočaran. Atmosferični so, lepe so, ampak ne znajo ti not potegniti, kot znajo v tujini. Nič hudega, imamo druge. Za konec, Noa, vas slovenščina in njena izgovorjava še tako mučita kot na začetku? A veš, kaj se zgodi? Dosti krat, ker jaz tudi predavam v slovenščini in zmeraj moje čudne fore so bili po nesreču na začetku, ampak potem ljudje so mislili, da je zanimivo in potem vprašajo, če povem iste zgodbe naprej. Ampak po pravici tiste napake na naravni slovenščine pride naravno, ker jaz skoraj paničaram, preden da bom rekel nekatere besede, da so zame toliko blizu kot prebranec in bratranec. In potem malo moram pauzati. Torej, to ni act, ampak to pa smeri ni čist integrirano moj možgan. Ste zelo prijazni Slovenci, jaz imam občutek, da je dobro došli, so tudi moje čudne napake in niso slovengliš, ker ne uporabljam to, ampak to so napake, da so postali mogoče dejstvo moj jezika in sem slišal, da bi bilo manj zanimivo, če bi pravilno govoril. Torej, za publika bom ostal tako, da sem. Tako, ostanite taki, kot ste, Noa Čarni. Hvala za obisk v današnji ponedeljkovi oddaji. Mi pa vas bomo sedaj pustili, da se lepo sprehodite tudi po naši Škofji Loki. Uživajte v njej. Super, hvala. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj.